Naš gost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Naš gost. Verjamem, upam, da boste z zanimanjem prisluhnili pogovorom z letošnjimi 3 novomašniki, njihovim predstavitvam. Spoznali bomo Blaža Zorka, ki bo mašniškega posvečenja deležen v ljubljanski stolnici 29. junija ob 9. Prihaja pa iz župnije Ljubljana Koseze. V mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika bo 29. junija ob 16. v duhovnika posvečen Klemen Gartner iz župnije Svetega Križa nad Mariborom. V Petrovčah pa bo celjski škof Maksimilijan Matjaž v nedeljo 2. julija ob 16. uri vodil slovesnost posvečenja, pri kateri bo v mašnika posvečen Drago Ferencek iz reda pridigarjev, dominikancev, doma iz župnije Ljubljana Sveti Križ. Spoznajmo novomašnike in najprej prav lep pozdrav Blažu Zorku iz župnije Ljubljana Koseze. Blaž, prav lepo pozdravljeni, dobrodošli pred našim mikrofonom. Dobar dan, hvala lepa za povabilo. Blaž, če bi šli zdaj od doma, bi ne bilo treba daleč, čisto nekaj malega dlje je, če pridete iz semenišča. Ljubljančan ste, katera je vaša župnija, kakšna je vaša družina, sem radoveden na začetku. Ja, doma sem iz Ljubljane, iz župnije Ljubljana Koseze, tako da je res do Šentvida je od doma do Šentvida ali pa doma do semenišča je približno isto, pa tudi semenišča tam do Šentvida ni bilo daleč. Prihajam torej iz 6-članske družine, odraščal sem torej še z mlajšim bratom in 2 mlajšima sestrama. Tako, v župniji smo bili vedno nekako aktivna družina, mami tudi kot učiteljica verouka, sam pa tudi brat sva ministrirala, oziroma brat še ministrira. In jaz sem potem nekako prek tega začel tudi potem svojo poklicanost prepoznavati. Torej prek dela v župniji, prek aktivnosti povezane z ministriranjem, župnijo samo kot najprej veroučenec na to v mladinskih vrstah? Ja, se mi zdi prav to sodelovanje in povezanost z župnijo igrali to pomembno vlogo pri tem prepoznavanju, pri misli na to, da me morda Gospod kliče, da sem o tem temu malo sledil, odkrival, kaj to pomeni. Nam, ki smo nekako, ki izhajamo iz župnij, seveda velika večina nas je takih, izhajamo iz svojih matičnih župnij, kjer smo preživeli otroštvo, mladost, vse pravzaprav pod enim turnom, pod enim zvonikom, se zdi to taka najbolj običajna pot. Saj, Blaž, verjetno tudi je. Ja, verjetno je nek tak klasičen način. Marsikdo ima pač tako zgodbo poklicanosti, da že v družini in v župniji, tudi ob ministriranju in podobnih stvarih prepoznava, odkriva poklicanost. Je pa res, da marsikdo preba tudi drugačno zgodbo, kar je tudi potem obogatitev. Tako za nas, ki smo mogoče vajeni bolj tega enega ozkega pogleda ali pa bolj smo vajeni funkcionirane znotraj neke take zaprte krščanske skupnosti v družini in v župniji, potem dobiti stik še z nekom drugim, ki je pa mogoče ni bil tako zelo vpet v to, pa mogoče ima drugače lahko na vse to skupaj gleda. Tako da tudi te naši stiki v semenišču, tudi recimo s takimi, ki niso mogoče iz tako tradicionalno krščanskih okolij, so pol taki tudi lepi, nas bogatijo, nam dajo neko širino. Pri vas osebno torej ni bilo nobenega napol čudeža ob klicu, niste padli s konja? Ja, ne, ni bilo neke take enkratnega hudega doživetja. Ko pa ste začeli razmišljati, Blaž, o tem, da bi bila to morda vaša pot, povejte, kako, s kakšnimi vprašanji, kam ste se obrnili, k domačemu župniku, kakšen je bil odmev družine, kako je to počasi zorelo vse do tistega spoznanja, zdaj pa Blaž odhaja v semenišče? Pravzaprav dolgo niti nisem kaj dosti o tem govoril, bolj se je to malo meni gnetlo, raslo, pa nekako tako dobival sem, počasi so ljudje, že doma, pa malo tudi v župniji, začeli čutiti, da bi pa to mogoče lahko bila moja pot, tako da tudi potem, ko sem tudi povedal, da pa res grem in se za to odločil, so večino to zelo lepo sprejeli, me podprli in seveda me še zdaj podpirajo. Tako doma kot v župniji, kot tudi seveda župnik mi je bil skozi lep zgled in tudi podpora. Pričakovanja, predno se fant odloči za to, da vstopi v bogoslovje, so eno, tisto, kar potem v tistih 4-5 letih doživi, kar ga spremlja, je lahko nekaj drugega. A je bil pri vas kak velik razkorak? Kako ste bili pripravljeni? Kaj vas je potem na začetku bogoslovnega študija v semenišču v Ljubljani v resnici dočakalo? Ja, sigurno, takrat pri 18-19 malo bolj idealističen pogled na vse skupaj. Pa se zdaj 6 let, včasih se sliši dolga doba, včasih niti ne. Dejansko pa en čas zorenja, sploh moče tle od 19 do 25, tudi tako malo dozoriš.
Ja, je pa res, potem prideš v semenišče, najprej misliš, da bom pa duhovnik, se bom pripravil, da bom duhovnik, pa najprej začneš filozofijo študirati, niti nobene hude veze s teologijo, takrat se ti zdi vse tako mal brez veze skoraj. In se pol počas mal grizeš čez te uvodne predmete na fakulteti. Življenje v semenišču je potem v veliki meri je pač vezano na študije, se potem so seveda pač tudi posebej te druge stvari v semenišču, ampak nekako se skupaj mal diha s tem utripom fakultete. Tako da potem počas ugotavljaš, da moraš potem skozi vse te razne obveznosti, da nekje zadaj pač ohranjati, pa gojiti, ali pa prepoznavati, a še vedno ostaja ta želja biti duhovnik, ali se potem mogoče izkaže kaj drugega. Pri vas je, hvala Bogu, ta želja ostala prepoznana in prepoznavna, tako da ste zdaj tik pred posvečenjem, tik pred novo mašo. Blaž, kaj je bilo v teh letih bogoslovnega študija, življenja v semenišču najlepše? Zagotovo je bilo več stvari. Najbolj bi izpostavil neke skupne dogodke v semenišču, predvsem recimo praznovanje brezmadežne, ki je nekako naša glavna zavetnica. Imamo potem vedno 9-dnevnico pred praznikom, pa potem tako slovesno praznovanje. Postanemo tudi v prvem letniku člani tako imenovane Marijine kongregacije, tam so potem na ta sprejem povabljeni tudi naši starši, prijatelji zdaj v zadnjem času, tudi, ker nas je pač toliko manj, da potem lahko hiša toliko več gostov sprejme. In je to en tak lep praznik, ki nas poveže med sabo, ki nas mogoče malo v našem poslanstvu utrjuje, pa nas spodbuja k tej pobožnosti do Marije. In nas potem povezuje tudi kot bogoslovce, pa tudi potem kot duhovnike, ker ostanemo člani te kongregacije, potem tudi naprej. Potem pa recimo tudi tej majski izleti, ki jih imamo s semeniščem, ali pa tudi kakšno drugo praznovanje praznikov, pa tudi čisto neko tako sproščeno, spontano druženje med bogoslovci. Koliko vam je v teh letih še uspelo obdržati stik z domačo župnijo? Se mi zdi, da kar precej, že zato, ker sem pač blizu, ker v bistvu iz centra v Koseze pač ni daleč, ne, se da tudi peš z avtobusom, ali pa z avtom je pa sploh hitro. Sigurno pa pač sem bil dosti manj doma kot pa prej. Mogoče bi lahko bil še več doma, kot sem bil, počasi tudi namenoma nisem, malo že zato, ker tudi drugi niso, malo pa tudi zato, ker pač sem vsem v župniji pač zrastel, ohranjal seveda lepe spomine in povezanost. Nisem pa zdaj pač več bil doma v župniji, sem videl pač moje mesto, semenišče, pa druge župnije, kamor sem potem naprej bil poslan. Sem pa seveda povezano tudi še z župljani, z župnikom, in zdaj tudi tako se mi je tudi župnija lepo v pripravi na novo mašo skupaj stopila. No, pri novi maši, pri petju nove maše se vedno spozna tudi ta povezanost do družine, seveda vse od korenin naprej, kako je družina spremljala zdaj to vašo rast, zorenje. Družina je tudi lepo sprejela že vse skupaj na začetku in tudi skozi so mi dali vedeti, da me podpirajo na tej poti, da so veseli, pa hkrati, da če bi se premislil, se vedno lahko domov vrnem, da me pač sprejemajo, da ni zdaj, da mi nekaj določajo, da kaj moram, pa kaj smem, kaj ne smem. Tako, danes poznavamo prvega od 3 bogoslovcev. Blaž Zorko je z menoj v studiu pred našim mikrofonom. Blaž, omenili ste potem že to pot v času bogoslovnega študija po župnijah, kjer je bilo nekaj, zdaj ne vem, mi bi laiki rekli prakse, v času diakonskega leta je to verjetno še kako drugače poimenovano. Pa me zanima, kakšni so bili ti koraki, kaj ste spoznali? Ali je v vas zdaj tudi ta želja delati v pastorali, ali ste morda bolj študiozen tip, kam mislite vas bo odneslo? Vem, predstojniki so tisti, ki bodo rekli, kako in kam naprej, ampak kaj vse so dale te župnije zdaj mlademu Blažu Zorku? Ja, bilo je kar nekaj teh pastoralnih izkušenj, nekako 2 glavni, ki pač v tem času študija in vzgoje doživimo, je eno v 4. letniku, kjer smo za celo leto na eni župniji za ob vikendih. To je bilo v mojem času, torej ko sem bil 4. letnik, je bilo to tisto koronsko leto 2021-2022. Bil sem sicer v Dobu pri Domžalah, ampak tam sem bil, imel sem veliko druženja z župnikom, kar mi je tudi v bistvu veliko pomagalo, me spodbudilo. Torej gospod Jure Ferleš je to bil. Morda stika z ljudmi, ali pa tudi z mladino, pa z vsemi temi skupinami, je bilo pa malenkost manj. Bilo je nekaj po Zoomu teh srečanj, kakšen obisk v kakšni družini, bilo tako pač občasno. Nenavadni časi pač. Ja, vsekakor nenavadni časi. Zdaj v letošnjem letu, ko sem pa bil kot diakon v Moravčah, tam je bila pa ta izkušnja potem, da je seveda po koroni že malo drugačna, pa tudi sicer v Moravčah taka velika, živa župnija. Veruka sem kar nekaj tam učil, pa tudi sicer imel potem mladinsko skupino, pa ministrante, pa duhovne vaje za birmance. In moram reči, da se vidim v tem pastoralnem delu. Vse je tudi težko, pa ni vse tako enostavno sploh. Veruk zna biti precej naporen. Ampak se mi zdi, da je pač to nekako tisto
kjer lahko najbolj prepoznavam svoje duhovništvo. Pa končno tudi, ko sem se odločil za duhovništvo, se nisem zato, da bi bil nekje v neki pisarni ali pa kot nek profesor, ampak zato, da bi bil pač kot župnik na župniji. Je pa res po drugi strani, da pač ne postavljam nekih meja, da pa ne bi pa mogel še kaj drugega početi, ne, ali pa morda tudi kakšen študij ali pa kaj drugega še v nadaljevanju. Ni čisto izključeno, ne? Ampak kot ste rekli, vse nekako tudi v dogovoru s predstojniki. Zdaj, kot mladega dejavnega delavca v pastorali, kmalu kot mladega duhovnika, vas sprašujem, kaj je po vaše tisto, kar boste želeli dati mladim? Ključno, kar se mi zdi jim dati, je to, da jih pripeljem k Kristusu, oziroma da jim pokažem lepoto življenja iz vere. Zdaj se marsikdo, ki je v župniji kot mlad, moče nekaj tega že ima ali pa že ve, da to hoče. Marsikdo pa je v župniji, je mogoče v neki skupini, kjer mu je prijetno. In kar se mi zdi pač neko okolje, kjer sploh človeka, sploh mladega, moče dobiš, da sploh še nekje ostane, ne? Ker včasih je moče tam pri 15 letih težko zdaj nekomu že pokazati, kako zdaj vera za njega pomembna. Ampak če takrat nekako obstane nekje v neki skupini, lahko potem se mi zdi tudi skozi srednješolska leta z nekim spremljanjem, z neko družbo po eni strani, po drugi pa tudi z nekimi duhovnimi impulzi, potem lahko tudi se mladega človeka vodi po tej poti vere vedno globje. Vsakega pa seveda na svoj način, pa pač po svojih zmožnostih. Se vam zdi, Blaž, da ste po tistem letu drugačnem sicer, po zdaj 2 izkušnjah, torej v župniji Dob in župniji Moravče, spoznali, da ste dobro usposobljeni zdaj za to, da saj najprej ne bo treba kar biti samostojen, ampak ponavadi je ta običajna pot najprej prek kaplanske službe, potem do župnikovanja. Kaj rečete? A bo življenje tisto, ki bo učilo? Kako se je pokazalo zdaj recimo v Moravčah? Bolj se mi zdi, da to, po eni strani ti da pa ta izkušnja neko, malo te spodbudi k eni ponižnosti, ko pač vidiš, da samo ne znaš stvari, ali pa da tudi če v teoriji nekaj veš, da je v praksi to malo drugače. Ampak po drugi strani pa tudi da potem lahko nek pogum, da se vendarle nekaj da, pa da imaš ljudi, na katere se lahko obrneš, kakšnega župnika se da za nasvet vprašati. In ja, nekaj bo potem pač življenje učilo, pa mislim, da bo šlo potem tudi kot kaplan in ostale stvari. Pogosto je slišati, ko se pogovarjamo mi že malo sivih ali pa oni res sivih las, da govorijo, kako se življenje spreminja, kako je svet drugačen, tudi naše župnije, kako je bilo včasih s spoštovanjem duhovnikov, kako je danes drugače. Kako kot mlad fant zaenkrat s kolarjem doživljate to družbo, Blaž? Tako se mi zdi ena taka pestra druščina duhovnikov, že različnih starosti, različnih značajev, različnih življenjskih izkušenj. Ja. Pa se mi zdi tako, velikokrat vidim, da kljub tej različnosti uspejo tudi nekaj ali sobivati, ali pa vsaj sodelovati, se tudi povezovati med sabo. Tako, in sem tudi vesel, recimo v naši nadškofiji je tudi še precej mladih duhovnikov, kar pomeni, da tudi mladi imamo lahko potem neko svojo družbo znotraj pač te večje družbe duhovnikov. Se mi pač pomembno, se znati povezovati, znati se spoštovati, zdaj z vsakim biti prijatelj, vemo tudi sicer ni včasih zelo težko, pa se mi zdi niti ni nujno. Bolje je to, da znamo drugega spoštovati, mu priznati tisto, kar ima pač pozitivne lastnosti, sposobnosti, pa pač imeti to neko temeljno spoštovanje drug do drugega. No, spoštovanju med vami seveda ne dvomimo, kaj pa spoštovanje javnosti, laiške, srečevanj recimo v Ljubljani z mladimi, ki recimo veri niso blizu, pa vas vidijo, pa začutijo vaše pričevanje. S tem imam mogoče majčkeno manj izkušenj zaenkrat. Ja. Pa tudi, ko razmišljam, se mi zdi, dejansko duhovnik velikokrat živi bolj v nekem pač bolj kot nezaprtem katoliškem krogu, ker je pa znotraj župnije, znotraj tistih skupin, ki so tam. Pa končno tudi se vsak, ko vidi duhovnika, pa če ve, da je duhovnik, pač ima potem neko predstavo o njem, kot o duhovniku, pa recimo ve, kaj ga dati, kaj ne bi on zagovarjal, kako ne bi živel. Morda je tukaj bolj izziv, možda prav za vas lajke, ki ste pa sred sveta, ki imate še toliko bolj stik z vsemi, ki pač imate lahko, imamo tudi mi prijatelje take in drugačne, ampak mogoče so naši prijatelji vsem bolj vezani na ta katoliški prostor, kot pa recimo na nekega čist navadnega nedeljnika recimo. No, pa se mi zdi vsem tudi izziv, tudi končno s kolarjem po centru Ljubljane. Je lahko tudi lepa izkušnja, ko pozdrav, hvaljen Jezus, pa moče drugače niti ne bi, lahko pa nestani spodbuda za nekoga vernega, ki gre tam po cesti, pa vidi duhovnika ali pa tudi redovnico, pa nekoga, ki upa tudi z obleko pričevati. In je to lahko spodbuda tudi temu človeku vernemu za to vero, da tudi on upa pokazati ali pa da reče, sej nas je nekaj tudi kristjanov v tem svetu. Nevernim je pa tudi verjetno lahko nek pokazatelj, češ ne sej tudi kristjani so, pa tudi upajo nekaj si pokazati, oziroma če drugo ne, smo pač neka demokratična, pluralna družba, pa se mi zdi pač zavzajmo vsaj ta svoj delež. Nismo mogoče res več neka avtoriteta za družbo kot tako, ampak
če smo pa kot družba pluralni in demokratični in odprti, imamo pa sigurno tudi vsaj tisto neko svoje mesto znotraj tega. Tudi kristjani in pač tudi duhovniki. Blaž Zorko, kakšno razliko ste opazili zdaj v tem delu diakona v Moravčah, na seveda lahko rečeva podeželski župniji, v primerjavi, ne vem, z ljubljansko, s Kosezami, odkoder izhajate, ali s kako župnijo v centru, kjer ste bili zdaj bogoslovec? A je velika razlika, se vam zdi, da je utrip drugačen? Ja, utrip je vsekakor drugačen. Na podeželju se mi zdi, tako tudi če niso ljudje tako zelo verni, nekateri so seveda zelo verni, nekateri malo manj, nekateri bolj oddaljeni, nekateri niti ne, ampak vse je nekako župnija tam en pomemben dejavnik v tem družbenem življenju. Recimo že precej to pove, da je bil župnik v Moravčah letos za častnega občana občine Moravče izbran, imenovan. Skratka, pač tam živi župnija skupaj s tem družbenim življenjem in tudi ljudje so pač aktivni politiki v družbi, v župniji na tej lokalni ravni. Ne. Tako da je tukaj ena ta povezanost in pač to daje pa en utrip župniji, medtem ko recimo neka mestna župnija je včeraj toliko bolj vezana ozko na tisto pastoralo, kjer pa mogoče res vedno bolj prihajajo samo še ljudje, ki pa zares vejo, zakaj so tam. Ne. Če moče nekje na podeželju, so tudi neke tradicije, kar dobro, se včasih rečemo, to je pa samo tradicija, samo folklora, to je pa brez veze. Se mi zdi vse to lahko neka vstopna točka, ne za marsikoga, da vendarle ohranja nek stik s skupnostjo in tudi z Bogom posredno. V mestu pač tega praktično ni, ne. Je pač, kdor je bolj, ko ne ve, zakaj je, pa tudi če ne čisto 100%, ampak vsekakor se mi zdi bolj kot na podeželju. Torej prek teh spoznanj, prek omenjenega dela se zdaj res bližate posvečenju dnevu, ki ga, povejte, nestrpno pričakujete, a je v vas veliko neznank, kaj strahu, ali je veselje in radost tista, ki vse prevlada? So res mečkaj mešani občutki, ampak se mi na koncu vse ne prevlada to veselje, ker končno tudi imam ceremonierja, dva, pa potem domači župnik se je zelo angažiral, pa družina. Tako da so pač različni ljudje bolj vključeni v te priprave, tako da sem si pač rekel, bo naredil, verjamem, da bo lepo. Jaz pa tudi želim pač, da bi to res po čim lepši praznik zame, pa ne sicer samo zame, tudi za župnijo, za vse, ki bodo pač tam. In se niti nočem preveč obremenjevati s tem, kaj bo, kako bo, a ne bo. Verjamem, da bo in se pač tega veselim. Kaj pa neposredna priprava na samo posvečenje? Vem, da ste pravkar prišli z duhovnih vaj. Ja, to je sigurno en pomembnejši del te zadnje priprave, te same duhovne vaje, ki so bile prejšnji teden. Zdaj imam pravzaprav nekaj teh še manjših drobnari, ki jih moram pa sam postoriti, recimo pred novo mašo, še kakšne darilce za goste pripraviti ali pa podobice urediti, pa take stvari. Blaž, kako je z novomašnim geslom? Kaj je tisto, kar vas bo vodilo po vaši poti? Kako ste ga izbrali? Torej, izbral sem misel iz druge euharistične molitve, tam po posvetitvi duhovnik moli, naš prevod je sicer, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Jaz sem vzel potem latinski original, oziroma ga potem pač direkt prevedel kot stati pred teboj in ti služiti. Pravzaprav me je to nagovorilo že nekaj let nazaj, ko sem nek članek od pokojnega papeža Benedikta XVI. Prebiral, ki tudi je razlagal pač nekaj misli, ki so njega spremljale ob pripravi na duhovništvo in med drugim tudi prav ta citat, stati pred teboj in ti služiti. Pa me to že takrat nagovorilo, nisem pa prav zares pomislil, da bi to imel za geslo. Pač mi je bilo blizu, me nekaj časa spremljalo, pa potem mogoče malo zadaj nekaj ostalo. Potem so se pa te stvari nekako tako išle, pa nisem nekega drugega boljšega gesla recimo dobil, pa nisem neke druge ideje, kaj zdaj imeti. Potem je bilo pa še to, da je zdaj ravno papež umrl po zimi. In pa še druga podrobnost se mi je dela pomembna, da ta euharistična molitev ima pravzaprav korenine že tam v 3. stoletju. Jaz sem pa v svoji magisterski se ukvarjal s Svetim Ciprijanom, ki je pa isto deloval v 3. stoletju. In tudi sem se ukvarjal z euharistijo pri Svetem Ciprijanu in pa se mi nekako tudi to nekako tako lepo skupaj poklopilo, da sem rekel, pa zakaj pa res ne bi pol tega vzel. Kaj drugega nisem imel, preko sebi so to res lepa zadeva, pa se mi tako izraža nekako bistvo tudi nekaj duhovniškega služenja, poslanstva. Da tam je mogoče mišljeno bolj, torej stati pred njim, pred Gospodom, pri maši, pri euharistiji, ampak smeri vsekako duhovnikovo življenje ne bi celo bilo eno tako stanje v molitvi, pa tudi sicer pač v neki tej drži, življenje v Božji navzočnosti pred Gospodom, po eni strani kot nek posrednik za ljudi, nekdo, ki prinaša ljudi pred Boga in prosi za njih, po drugi strani pa kot človek, ki pač stoji pred Bogom, gleda, posluša, meditira, da potem to, kar prejema, lahko potem naprej oznanja. In iz tega se potem to služenje rojeva, ki je posredovanje za ljudi in ki je potem prinašanje Boga ljudem v molitvi, v oznanjevanju, v podeljevanju zakramentov in pač na druge načine, kjer duhovnik stopa v stik z ljudmi.
Blaž, nekje sem prebral, verjetno ste bili še bogoslovec tam v začetku let, ali pa je bilo zdaj to vprašanje tik pred novo mašo, nisem prepričan, kako je z ozori v duhovništvu in ste omenili Vianeja? Ja, Vianej mi je bil, vse mi je še, čeprav mu da v zadnjem času res nisem kaj veliko o njem prebiral ali pa se več v njega poglabljal. Me je pa že prej moče pri samem odločanju za duhovništvo ali pa res v prvih letih predvsej spremljal, navdihoval ta njegov zgled. Ta zgled njegovega služenja in te predanosti, da mi je še vedno navdih. Ja, sem se pa z njim, mislim, da že v otroštvu srečal. Pa ne vem, mislim, da je bil enkrat v ministrantskem kvizu, pa tudi v Maurici, mislim, da je bil nek strip o njem. No, takrat sem nekako bolj v stik z njim prišel. Pa se mi so že tisto bili potem lahko neka semena, ki so bolj vodila tudi v neko to odločitev za duhovništvo. Če se zdaj predstavijo naprej z mislijo, recimo službovanje kaplana nekje na eni izmed župni v ljubljanski nadškofiji, kaj je tisto, česar se najbolj veselite in kaj recimo pa zdaj na tako misel prinaša že kakšno skrb? Ena stvar, se mi zdi sigurno, kar je bistveno, kar lahko samo duhovnik počne in noben drug, je pač to, da obhaja sveto mašo in pa spoveduje. Mislim, da so to dva v bistvu res tudi vrhunca tega, kar duhovnik počne. Ne? Prinaša Boga na oltar in ga potem deli ljudem in pa, da lahko pač deljuje milost odpuščanja pri sveti spovedi. No, pa že to dvoje me po eni strani navdaja z neko mislijo tudi na mojo nevrednost, pa tudi nesposobnost ali pa tudi skrbjo, kako bo to spovedovanjem. Tako mi zase nekaj priprav imel in tudi verjamem, da bo šlo, no, ampak tako vse ne, preden pa začneš, je pa le malo skrbi. No, potem pa tudi naprej, no, se mi zdi, da bo pač razni stiki z ljudmi, razne skupine, ne vem pravzaprav niti ne, kaj me zares čaka. Bolj to upam, da bo pač delo, da si bom znal razporediti čas, pa potem tudi nekako smiselno sprejemati, pač narediti res, kar bom lahko, kolikor bom lahko, ampak vsem tako, da bo to smiselne stvari, pa da to, kar bo lahko kdo drug naredil, bo kdo drug naredil, kar bo pa pač treba, da jaz naredim, ali pa kar bo res neko duhovniško delo, bomo pač seveda jaz naredil. Prek vseh misli, ki ste nam jih danes dali, Blaž Zorko, sem prepričan, da bo ta pot lepa, uspešna, blagoslovljena, to vam seveda želimo. Hvala za obisk v našem studiu zdaj v teh dneh, tik pred zdajci, ko vemo, da je poti veliko in tistih, ki bi radi imeli kako besedo od vas tudi. Hvala, da ste si vzeli čas za naše poslušalke, poslušalce. Res vse dobro in upamo, čakamo na novomašni blagoslov. Hvala za lepe želje, hvala za pogovor. Vse dobro. Nasvidenje. Nasvidenje. V nadaljevanju naše oddaje naš gost danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ko spoznavamo 3 novomašnike na slovenski njivi v našem slovenskem vinogradu, pa bi lahko zapeli tudi tisto Pojdem na Štajersko, ker bomo res odšli zdaj na Štajersko in prav lepo pozdravljam zdaj Klemena Gartnerja, ki je moj naslednji sogovornik. Klemen, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep dober dan tudi vam in poslušalkam in poslušalcem vašega radija. Tudi mariborska nadškofija se bo torej veselila nove maše, veselila posvečenja. Vi osebno ste zdaj tik pred tem, koliko veselja, radosti je v vas zdaj nekaj dni pred praznikom svetih Petra in Pavla. V meni je seveda veliko veselje, na drugi strani pa tudi pomirjenost, hvaležnost, pa še kaj bi se našlo. Kar se pa nadškofije tiče, veste pa, ima nadškofija, ki jo sestavljajo seveda ljudje, ima pa veliko razlogov za veselje vsak dan. Vsak dan, tudi zaradi vseh delavcev, ki so mnogoteri, ampak ker se duhovnih poklicev tiče, tudi sem mislil na to veselje, smo pa zdaj v teh časih res veseli prav vsakega pastirja. To je res. In podobno kot duhovnikov smo veseli tudi prav vsakega laika, ki se trudi živeti svetniško življenje in sledi Bogu. Klemen, v naših oddajah naš gost seveda spoznavamo življenjsko pot sogovornika. Zdaj nas zanima ta pot, ki vas je najprej pripeljala do odločitve prikimati in reči da Gospodu. Kakšna je bila ta pot? Omenil sem Štajersko, zdaj bi lahko omenil Maribor, ampak sem prebral v vašem enem kratkem zapisu v času bogoslovja, ko so vas spraševali, kdo ste, odkot ste rekli majhen in glasen z mariborskega podeželja. Taka lepa, zanimiva kombinacija vsega. Svojo pot, življenjsko pot, moja življenjska pot je res zaznamovana z Mariborom. Prihajam iz okolice Maribora, iz župnije Sveti Križ nad Mariborom. To je pravzaprav še mestna občina Maribor in je tudi dekanija Maribor. Ampak je pa to podeželje, v bližini cerkve se pasejo krave, recimo, in podobno.
gre za mariborsko podeželje, 20 minut iz centra mesta. Zdaj, če pogledam tako čez celo svoje življenje, kako je prišlo do tega, da sem tukaj, kjer sem, šlo je za to, da sem bil deležen veliko ljubezni in sprejetosti. Najprej v svoji domači družini, potem tudi znotraj župnije v cerkvi, pa med prijatelji, in to mi je dalo misliti. Seveda pa sem bil tudi vedno znova domač z Bogom v osebni molitvi. In potem, ko človek tako pogleda nazaj na svoje življenje, si reče, ja, kaj bi pa počel, kaj pa pomeni to, da sem bil deležen toliko ljubezni in sprejetosti. Jaz bi tudi to rad dajal naprej in na začetku se mi je samo zdelo, ali pa sem se spraševal o tem, ali je morda pa duhovništvo tisto, kar je Bog pripravil zame, da sem lahko jaz najbolj jaz. In sem rekel, bom preveril in sem na poti formacije, izobraževanja, priprave to preveril in zdaj stojim tukaj pred vami in pred cenjeno mariborsko nadškofijo, kot ste vi tako na začetku lepo rekli, in prosim za to, da me posvetijo. In če cerkev razpozna, in cerkev očitno razpoznala, da sem tega vreden, potem Bog daje, da bi se posvečenje tudi zgodilo. Je bila ta pot podobno običajna, kot smo prej slišali pri bogoslovcu novomašniku Blažu, tako običajna, brez tistega, omenil sem že prej, padca s konja ali enega razsvetljenja, ko bi se tudi drugim pokazalo, aha, Klemen je izbran. Zdaj, jaz ne jaham, malo se hecam, malo za šalo. Poglejte, jaz nisem doživel nadnaravnih znamen ali kakršnihkoli podobnih božjih čudežev. Jaz pač ne. Šlo je za vsakdanje življenje, ki me je pač izzivalo in nagovarjalo. Pa še eno stvar, morda to nisem prej omenil. Veste, ko se človek sprašuje o življenjskem poslanstvu, igra zelo pomembno vlogo tudi to, kar ste vi omenili čisto na začetku, veselje. Jaz sem bil pač v družbi cerkve, v družbi Boga, če smem tako reči, vedno vesel. To me je veselilo. In to je tudi eden od kriterijev. To veselje je bilo potem predano tudi skupini animatorjev. Sem razbral, da je bilo to animatorstvo, verjetno še v domači župniji, nekaj, kar vas je veselilo, kar vas je vleklo naprej, kar je prinašalo tudi nova spoznanja. Ja, pri tem veselju seveda ne gre za to, da se človek nenehno smeji in pač poka vice, recimo, ampak gre za eno tako notranje veselje, ki pa se seveda tudi kaže na zunaj. In ja, kot sem že rekel, ta sprejetost v župniji, domačnost v župniji se je kazala pri različnih skupinah. Jaz sem bil že od zelo malih let ministrant, potem seveda sem sodeloval tudi pri animatorjih, ki so v župniji Kamnica. To je sosedna župnija od naše, zdaj to spada pod eno tako pastoralno celoto, zaradi pomanjkanja duhovnikov en župnik upravlja obe župniji. No in seveda med animatorji sem se tudi počutil zelo domače. Pri nas v Kamnici so animatorji zelo povezani tudi z Kolpingovim združenjem. Tukaj gre za eno združenje, ki izvira iz Nemčije. In seveda potem je tudi Kolpingova mladina in tako na različne načine v različnih župnijskih in medžupnijskih skupinah sem začutil to sprejetost in domačnost. In tam v tistih letih odločitve, zdaj na različnih prehodih, največji je ta verjetno za osnovno šole, potem naprej, odločitev že za srednjo šolo, pa potem semenišče. Niste bili nikoli v kakih hudih dvomih, ni bilo opcije B, ki bi potem se umaknila tej A, postati duhovnik? Dvomi so del vsakdanjega življenja. Vsaj pri meni. Človek nikoli ne more biti 100% prepričan. Zaradi tega, ker je to vera. In vera je tudi zaupanje. In kljub dvomom, ki so, jaz zaupam in verjamem v tistega, ki me je poklical. In seveda, zdaj, to zveni strašno pobožno. V času srednje šole gotovo to pač ni bilo tako pobožno formulirano. Gotovo sem se spraševal o različnih stvareh, gotovo sem se spraševal o različnih možnostih svojega življenja, hkrati so mi tudi drugi, recimo, dajali zanimive ideje o tem, kako in kaj in kje, ampak ne vem, nekako sem imel znotraj sebe, jaz bi rad probal in preveril, ali je pa morda Bog zame pripravil načrt
v duhovništvu. In ko ste doma povedali, da bi šli radi na ta test, ali je Bog pripravil za vaš načrt pot, ki jo zdaj spoznavamo in vidimo, kaj so rekli domači, je bilo to tudi običajno sprejeto, kot pri vas rekli ste, da ste to kar pač živeli, doživeli in šli naprej po tej poti. So doma tudi rekli, ali so bili kaj v dvomih, jih je kaj skrbelo, kako so sprejeli vaše odločitve? Jaz lahko rečem to, da sem neizmerno hvaležen, neskončno sem hvaležen, da sem na koncu slišal besede mojih staršev in končno tudi moje mlajše sestre, čeprav je pač bila takrat še res precej mlajša. Letos pa je že maturantka in tudi njej želim obilo blagoslova na nadaljnji študijski poti. No, ampak torej, skrajno sem bil vesel in hvaležen Bogu in staršema, da sta mi rekla, poglej, če ti misliš, da boš v tem srečen, te midva podpirava. Če pa si boš premislil, pa si seveda pri nas doma še vedno dobrodošel. In to mi je potem dalo tudi neko, kot bi se reklo, tudi nek dodaten kanček, drznil si bom reči, svobode. Tako Klemen Gartner, ki je eden 3 letošnjih novomašnikov. Klemen, potem je bila pot tudi običajna, nadaljevati jo je bilo treba študijem, tu vmes je tudi Rim in Germanik. Tako je, in za vse priložnosti, ki so mi bile dane, sem našemu nadškofu in metropolitu in pa tudi pač njegovim ožjim sodelavcem zelo hvaležen. Torej za vse priložnosti, ki so mi jih dali v času moje priprave na duhovništvo. Je bil v Germaniku ta običajen študij teologije ali že kakšne smeri? Ne, seveda. Torej bogoslovec zmeraj opravi temeljni študij teologije, temeljni študij filozofije najprej in potem teologije, ki se pač zaključi to na papeški univerzi Gregorijani rečejo bakalaureato, ker oni imajo nekoliko drugačen sistem, ki ni popolnoma bolonski, bi se temu reklo. In potem iz Germanika pot nazaj v Maribor. V Maribor, kjer ste zdaj pravzaprav že kar pri svojem pastoralnem in drugačnem delu, še pred posvečenjem. Jaz sem potem, ko sem nekako zaokrožil svoja 3 leta v Germaniku in Rimu, prišel v Maribor in nekako je gospod nadškof videl priložnost, da bi sodeloval z zavodom Antona Martina Slomška, da bi živel na zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, da bi bil duhovni asistent v osnovni šoli, vrtcu in pa seveda v dijaškem domu Antona Martina Slomška. In tukaj sem zdaj že 2 leti in zdaj si bom drznil reči eno stvar. Veste, ne samo, da mi je lepo, ne samo, da so moji dnevi blagoslovljeni, jaz neizmerno uživam, res uživam na zavodu Antona Martina Slomška, dobesedno uživam. Kaj je tisto, kar prinese to veselje, ta užitek? Gre za zelo različne stvari. Najprej za to, da me ljudje tam sprejemajo, da dobro sodelujemo, odlično sodelujemo. To ne pomeni, da se vedno vsem strinjamo, ampak to pomeni, da znamo tudi odločno razpravljati, da znamo tudi soočati svoje mnenja. Potem gre končno za to, da v katoliškem šolstvu, v katoliškem osnovnem šolstvu, v katoliškem srednjem šolstvu vidim neizmerno priložnost, ki jo ima Slovenska katoliška cerkev. In sem hvaležen nadškofu, da je mene postavil na zavod, ki je taka velika priložnost, pastoralna priložnost. Res je to velika pastoralna priložnost. In pač tam po svojih močeh sodelujem in se tudi zavedam svoje odgovornosti. In tretja stvar, ki mi daje užitek, veste, je pa to, ko vidim, da otroci in mladi ljudje v današnjem času, ko jim ni lahko zaradi tega, ker je družina, tradicionalna družina v hudi krizi, ni jim lahko zaradi tega, ker je v krizi tudi naša kultura. Jaz bi rekel, da smo, oprostite, drznil si bom podati nekoliko oster komentar, postali družba skoraj brez kulture. Kulturo določa mnenje, občutje, čustveno stanje vsakega posameznika in v tem stanju se izgublja tudi identiteta. In to je zaradi krize družine, zaradi krize identitete, tem mladim ljudem ni lahko, pa jaz vseeno vsak dan vidim, da jih Bog nagovarja in da oni tudi v veliki meri se trudijo biti boljši, se trudijo nekaj narediti iz svojega življenja. In ko jaz to smem opazovati, sem dobesedno brez besed, res sem brez besed.
Klemen Gartner, ste morda to svoje poslanstvo, to veselje, ki pravite zdaj, ta kar užitek, a ste to začutili potem, ko ste stopili v to delo, a ste že v času študija razmišljali, da bi bila kakšna taka smer morda bolj za vas od kake, ne vem, prav tiste pastorale na župniji, nekakšni podeželski ali mestni na župniji. Zdaj delo v takem zavodu, kot je Zavod Antona Martina Slomška, je pač nekaj drugega. Najprej je treba povedati eno stvar, ko govorimo recimo konkretno o Zavodu Antona Martina Slomška in upal bi si trditi tudi na splošno v katoliškem šolstvu v Sloveniji. Glejte, te mlade ljudi, otroke in mlade ljudi, ki jih mi tja sprejmemo, ki potrkajo na naša vrata, ti mladi ljudje, mnogi med njimi, imajo že izkušnjo, vsaj neko izkušnjo župnije. In to, kar mi tam gledamo, to, kar mi tam spremljamo in opazujemo, je v veliki meri tudi sad katehistov, katehistin, župnikov, tu in tam je tudi še kakšen kaplan, ki pa jih ni več dosti danes. Torej, to je sad teh ljudi, ki se na župnijah trudijo biti z mladimi in posredovati veselo oznanilo Jezusa Kristusa in pač z njimi vztrajajo. To je seveda tudi sad njihovih družin in tako naprej. In jaz bi rekel tako, jaz se nisem pretirano spraševal o tem, katero pastoralno mesto pa bi bilo zame najbolj primerno. To je pač padlo iz nebes, bom rekel, kot božja previdnost. In če bi potem ta božja previdnost zdaj v nadaljevanju vaših ali pa v začetku let duhovništva narekovala kak dodaten študij, kakšno specializacijo bi prikimali, ste študiozen človek, ali bi prosili, da ostanete med mladimi, da vas ne iztrgajo iz tega veselja? O tem vprašanju ne razmišljam. Trenutno o tem vprašanju ne razmišljam. Veste, bom rekel tako, trenutno veliko bolj razmišljam o drugih rečeh, ki so, kako bi se rekli, ki mi jih na mizo prinese vsakdanjik. Vsak dan. In to je, kot že rečeno, to so zelo, zelo raznolike stvari. Zdaj, ko boste od posvečenja naprej, od nove maše naprej tudi duhovnik, bo to delo kaj zelo drugačno od dela doslej, ko še niste bili posvečeni, z mladimi, z otroki, poleg tega seveda, da boste lahko z njimi obhajali sveto mašo, prinašali Evharistijo. Ja, v tem smislu bo to temeljna drugačnost in popolna drugačnost, da bom jaz lahko z ljudmi, ne vem, to je zdaj odvisno od tega, kje bo gospod Načkov razsodil, da je pač moje mesto, ali na župniji, ali kjerkoli drugje, bom tistim ljudem, katerim bom poslan, bom lahko prinašal Boga preko zakramentov. In to je temeljna drugačnost. Hkrati pa bo ostala tudi podobnost ali enakost v tem, da bom z ljudmi pač preprosto tam, kjer bom, tako kot sem že tudi zdaj. Veste, sej moje primarno poslanstvo sedaj, pa jaz mislim, da je to tudi bodoče primarno poslanstvo duhovnika, dan danes ni da pridiga. Seveda mora tudi zelo odločno kaj povedati. Tudi ni da nekako strumno in strogo uči, ampak preprosto, da živi ob ljudeh, da živi z ljudmi, da uči z svojim zgledom in da potem, ko ga ljudje vprašajo, ker brez skrbi, ljudje gledajo, razmišljajo, molijo, sprašujejo in potem, ko vprašajo, da duhovnik odločno, spoštljivo in jasno pove tisto, kar ima zapovedati. Oznani tisto, kar mu je bilo zaupano in kar je končno tudi njegovo življenje spremenilo. Klemen, ko ste zdaj omenili, ljudje med drugim tudi seveda molijo, sem pomislil na to, da vas kot zdaj novomašnika, kmalu mladega duhovnika in nekoga, ki dela res med mladimi, vprašam, koliko molitve je danes še prisotne v mladem človeku? Dovolite, da se zdaj malo pošalim, ampak to bo res šala. Prosim. Torej, pred kakšnim testom, kako so ljudje pobožni. Smo goreči. Ne, ja, tudi to, ampak glejte, molitev je tudi danes prisotna. Molitev je tudi danes med ljudmi, med mladimi ljudmi prisotna. In tega ne govorim samo iz osebne izkušnje okolja, v katerem delujem, ampak tudi na podlagi povsem laične raziskave. Republika Slovenija vsakih 10 let pripravi raziskavo o mladini.
Nazadnje je bila pripravljena raziskava leta 2020. Pripravijo jo Univerza v Ljubljani, določene pač družboslovne fakultete, Univerza v Mariboru z svojo filozofsko fakulteto, sodelujejo še nekateri inštituti in raziskava leta 2020 je pokazala kaj? Da se sicer vernost in religioznost med mladimi znižujeta, ampak da tisti pa, ki ostajajo verni, ne boste verjeli, to svojo vero živijo vedno bolj resno. Oni so to preko podatkov dokazali s tem, da se počasi viša delež mladih, ki vsak teden obiščejo bogoslužje. Seveda zdaj ne govorimo o procentih 40+, ampak o tistem nižjem procentu, pa ki govorimo, se glede na 10 let prej, torej glede na leto 2010 ali glede na leto 2000, počasi postopno viša. Se vam zdi, da bi to lahko bil tudi del upanja za prihodnost, kar se tiče novih poklicev? To ni samo upanje za prihodnost Slovenske cerkve, to je že znamenje in dokaz, ki nam ga Bog daje, da danes ne smemo obupati tisti, ki pastoralno delujemo. Ker Bog bo ostal z slovenskim narodom, Bog bo končno tudi ostal z Evropo, ker je bil vedno do zdaj z nami. In je in bo. To je pač moja vera. Seveda pa v vsakdanjem življenju gotovo pride kdaj tudi do dvoma. Klemen Gartner, prav je, da se ustaviva tudi pri vašem novomašnem geslu. Kaj vas je zaznamovalo, kaj vas bo vodilo? Izbral sem izsek iz hvalnice Bogu najvišjemu, ki jo je spisal Frančišek Asiški za svojega redovnega brata Leona. In sicer tisti izsek, ko Frančišek Asiški Boga opiše kot milino. Torej, moje novomašno geslo je Ti si milina. Sicer verjamem, da bodo nekateri poslušalci, posebej tisti, ki jim je pri srcu Frančiškova duhovnost, dejali, da mi v slovenščini poznamo drug prevod, in sicer Ti si nežnost. To je res, ampak jaz sem vseeno izbral prevod Ti si milina, ker je ta milina nekako na svoj način bolj povedna, čeprav je tudi izraz nežnost zelo bogat. Kako dobro ste, če pogledate vase, zdaj pripravljeni na posvečenje? Klemen, so za vami kakšne intenzivne, prav zdaj v zadnjem času, recimo duhovne vaje, razmišljanja? Seveda so vsa leta priprave, ampak zdaj, ko ste tik pred ne ciljem, ampak začetkom, je pa kakšen ta pogled? Veste, seveda sem opravil duhovne vaje, seveda potekajo vse formalne priprave. Duhovništvo je tako velik dar, da najverjetneje nikoli ne bom popolnoma pripravljen, vsaj jaz ne. Ampak Bog me pripravlja vsak dan znova. Konkreten primer. Tu in tam pomagam kakemu dijaku v kakšni učni zagati. Recimo pri matematiki, ali pa pri zgodovini, ali pa pri katerem drugem predmetu. In Bog me pripravlja na duhovništvo tudi skozi to pomoč, recimo konkretno, ko sem tik pred tem, da bi ponorel, pa mi uspe, da se zadržim in potem na koncu tista naloga kar sama od sebe najde rešitev. In to je, tukaj si potem rečem, vidite, to pa je vsak dan znova priprava na življenje in tudi priprava na duhovništvo. Kar se nove maše tiče, vem, da imajo te glavne niti same organizacije, tiste nedelje za vas tako zelo posebne v rokah drugi, da je tu ceremonjer, da je tu domača župnija, da je domači župnik. Koliko ste kaj v navezi z njimi, koliko vas tista nedelja skrbi, kaj tisto nedeljo pričakujete v tej zunanji slovesnosti še pred tistimi, ki se veselijo z vami? Jaz sem popolnoma vse zadeve okoli nove maše zaupal ljudem, ki me spremljajo na moji življenjski poti, in jaz jim 100% zaupam, da bodo stvar naredili tako, kot se šika, bi lahko rekli v slovenskem jeziku. In rekel bom še to. Nova maša, vsaka nova maša je praznik duhovništva in je praznik tudi cerkve, in prav je, da to pripravi cerkev.
da to pripravi župnija, da to pripravijo župnijski sodelavci. In torej jaz v svojo župnijo Svetega križa nad Mariborom in tudi v župnijo Kamnica ne dvomim, da bodo vse reči pripravili odlično. Odlično jih bodo pripravili. Nimam pa zdaj, če me zdaj vprašate, kako bo to izgledalo, jaz kratko malo nič ne vem. Včasih me kaj ceremonjer vpraša, pa mu jaz rečem, veš kaj, se boste že dogovorili. Tako. In res, jim zaupam, ker so to na križu, to so izjemno verni ljudje in tudi v Kamnici in dobri in predani. In veste, tudi vsa leta, ko sem recimo prihajal v času študija potem domov v domačo župnijo ali v kamniško župnijo, sem se počutil sprejet in dobrodošel in nimam niti kančka dvoma, da zadeva ne bo izpadla tako, kot so si oni zamislili in tako, kot Bog želi. Tako lepo je slišati take odgovore polne zaupanja. Naj zaupanje, predvsem van z veliko začetnico Klemen ostane in zoril vas. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro vam želim na duhovniški poti v imenu radijskih sodelavcev, tudi poslušalk in poslušalcev. Hvala, da ste si vzeli čas za nas in zanje in res obilo blagoslova na vaši poti. Spoštovani gospod Sešek, hvala tudi vam za povabilo in dovolite, da na koncu vseeno z vami in poslušalci delim še eno kratko izkušnjo iz našega osebnega življenja. Tudi če ni najkrajša. Veste, kako je. Pri nas doma, posebej pri mojem očetu, velja zelo pogosto naslednji argument. To sem pa slišal na Radiu Ognjišče. In ko ste me povabili v oddajo, sem bil neizmerno počaščen in se vam in vašim poslušalcem zahvaljujem in vam na vaši radijski poti želim obilo blagoslova. Iskrena hvala lepa, smo veseli, da smo tudi na Radiu Ognjišče slišali predstavitev novomašnika Klemena Gartnerja. Hvala in res vse dobro, obilo blagoslova. Prvo, prihajam iz družine, ki ni bila verna. Že to je kar dosti velika redkost pri bodočih duhovnikih. Starša sta bila zelo razumevajoča, sta rekla, ko se boš odločil, se boš, če se boš krstil. Jaz sem se odločil in to zelo pozno. Zelo pozno. Šolal sem se najprej za mesarja, tako da tudi to je velika razlika. Takrat je prišlo tudi do nekakšnega odpora do vere. Pel sem v black metal bandu, tako da moja pot je bila kar precej trnava. Potem sem se šolal še za živilskega tehnika, končal filozofijo v Ljubljani. In naslov moje diplomske naloge je bila iluminacija v Avguštinovi filozofiji. Očitno me je takrat nekaj navdihnilo in sem poklical na Žale v domačo župnijo. Javil se mi je gospod Tomaž Prelovšek. Sem ga vprašal, a lahko pridem na katehumenat. Je rekel, ja pridi, naslednji teden začnemo. In sem prišel in je šlo tako lepo počasi naprej. Torej pri katerih letih? 33. 33 letih sem se krstil. Tako da sem že kar v letih. Sem ravno želel omeniti, da ohranja tudi novomašni predblagoslov zdaj zaenkrat to mladost. Tako. Pri 33, torej te odločitve, ki so bile danes pred novo mašo, vidite, zelo dobre in prave. Tako, ja, hvala Bogu, no. Torej prihajate zdaj omenili ste Sveti križ, jaz nekajkrat Ljubljano, iz ljubljanske družine, Tako. Ki vas kako podpira danes, zdaj po teh letih prehojenih ovinkov? Zelo zanimivo, ampak so zelo odprti, še posebno mama, ki tudi ni verna, je krščena, ni verna, ampak me na vsakem koraku me podpira. No. Oče je že 10 let mrtev, ostali člani družine tudi, tako da prijetno presenečen. No. Predrago, potem, ko ste stopili v neokatehumenat in prikimali gospodu, je bila verjetno pot predvsej drugačna od tiste, omenili ste že, seveda, ne more drugače biti, kot po vsem povedanem. Tako. A ste vstopili s takim navdušenjem, s tako vero, da niste pogrešali ničesar iz tistega obdobja prej, a je bilo težko pravzaprav zdaj vstopiti v en povsem drugačen tudi tak obče človeški ritem? Sploh ni bilo težko, ker če malo opišem pot, gospod Prelovšek me je vprašal na začetku, a bi bral pri maši, sem rekel bi, a bi kdaj še pripravil za mašo, bi, a bi še cerkev zaklepal, bi. In potem sta prišla druga duhovnika, Alek Cviter pa Peter Možina. Sem še nadaljeval pri njih in takrat sem sam pri sebi rekel, če že to delam, zakaj pa ne bi
šlo še kar malo naprej, ne? In takrat sem poklical benediktince, kar je dosta razlika z dominikanci. Pogovarjal sem se z opatom, je šlo vse lepo naprej, potem je pa rekel, novicijat bo pa v Salzburgu, ne? Sem pa rekel, jaz pa nemščina, to pa ne bo šlo, ne? In takrat mi je v roke prišla knjiga od Bušeja, Sveti Dominik, kjer je pater Vanči, Ivan Arzenšek, na koncu napisal, če kakšnega brata zanima, ne pride pogledat, ne. Sem rekel, ni problema, pokličem. Prva reakcija patra je bilo, a se hecaš, ne. Klical sem pa 8. avgusta, ravno na Svetega Dominika. Vedoč, da je god Svetega Dominika. Pojma nisem imel takrat. In je rekel, pridi, in sem prišel in oni kar iz strahom rekel, veš, novicijant bo pa v Dubrovniku. Sem rekel, super, ne, wow, ne. In tako morje. Tako da je šlo kar brez vsakega odpora, ni bilo treba nobenega reza, je šlo kar po vodi, po maslu. Brat Drago, kako da so vas, če rečem, privlačili, pritegnili, da je zanimanje vzbudilo življenje redovnikov? Ne škofijskih duhovnikov, recimo, da ste imeli z njimi najprej in močan stik. Dosti sem bral o meniškem življenju, menihih, ker na začetku so me menihi privlačili, ne, lepo tišina, molitev, delo. Ampak s časom, ko človek poskusi neke stvari, sem videl, da so bolj redovniki zame, malce bolj odprti, se gre lahko tudi kdaj ven, kaj malo večja svoboda je pri redovnikih. In to me je privlačilo. Škofijski duhovniki so pa bolj kot ne škofijski samotarji. Pri redovnikih je le nekakšno skupno življenje, čeprav nažalost imamo tudi mi krizo poklicov zdaj in imamo samostane, kjer sta po 1 pa 2. Kot v Petrovčah? Kot v Petrovčah. Tako da zdaj razlike so manjše, ne. V skupnosti, kjer je pa več bratov, tam se pa vidi, da je, ne vem, po mojem mnenju življenje drugačno, zame boljše, za koga, ki je bolj samotarski, ne, ampak mene bratsko življenje privlači. No. Tako spoznavamo enega od letošnjih 3 novomašnikov, brata Draga Ferenceka, ki je torej brat dominikanec. Po posvečenju bo ta brat prišel v patra, tako, Drago, ali ne? Ja, tako. Čeprav se imenujemo bratje, ne, ampak niso vsi bratje patri. Tako, kot razumemo v tem redovnem življenju. Tako. Kakšen je bil pa takrat, ko ste se odločili potem za Dubrovnik, za res vstop v to življenje, kakšen je bil pa odmev tistih prej, torej skupine, ne vem, recimo prijateljev iz glasbene skupine, sošolcev z fakultete? Tako. Nekateri so prekinili stik s menoj, ostali pa so kar lepo sprejeli, smo še vedno v stikih. Nekateri so pa pač rekli, hvala, adijo, ne. Jaz se pa tudi nisem preveč sekiral, tako da, ja. Torej, že kot zrel ste vstopili v to življenje, kaj je bilo najtežje? Privaditi se na skupno življenje, na različnost nekaterih ljudi, tako kot vedno, ko prideš v neko novo okolje, se je treba privaditi, ne. In zdaj, če si malo starejši, gre malo težje. Ampak je šlo, no. To, da bi pa kakšne druge težave bile, to pa... Pa seveda študiranje v tujem jeziku, tako, ker sem se moral kar hitro naučiti hrvaško govoriti in študirati. In danes je hrvaščina... Kar gre, no. Kar lahko vidimo, kot že rečeno na omenjenih posnetkih. Je pa zanimivo, da torej pridigate, tisti videoposnetki so pač to, pridigate že kot bogoslovec, torej tako, še ne posvečeni. Čeprav praviloma naj ne bi smeli, ampak tele pridige, ki so posnete, jih pridigamo kot diakoni, tako da lahko, ne, ker bogoslovci naj ne bi, ne. Imamo pa vedno kot bogoslovci vaje v kapelici, kjer se vadi, tako da nas kar lepo pripravijo na pridiganje. Torej pridiganje eden osnovnih predmetov, če rečem tako, v vašem študiju tudi? Tako, ampak na fakulteti nažalost ne. Imamo pa interni, ne bom rekel študij, ampak nekakšne tečaje, kjer se lepo postavi se v kapelico, ponavadi so bile tako imenovane študentske maše, kjer se je pridigalo interno, samo bratom. Predrago, glede na to, da ste predtem že uspešno končali študij filozofije na Ljubljanski fakulteti, torej Univerzi v Ljubljani, potem odšli k sosedom v drug jezik in na povsem precej drugačne študije, povsem ne moreva reči, ker marsikaj si je gotovo blizu. Tako. Me zanima, kakšna je pa tu primerjava?
Moram reči, da je bila teologija celo lažja, ker študiral sem pri jezuitih na njihovi izpostavi Gregoriane, tam pride program iz Rima in se lepo gre po tem programu, so profesori zelo razumevajoči, študij je bil odličen, moram pohvaliti celo neke profesorje, da boljših ljudi še nisem srečal, no. Tako da medtem ko v Ljubljani je pa študij kot študij, ne, tako da. Študij kot študij, tam pa nekaj drugega, nekaj več. Tam pa takoj povejo, ne, lej, mi hočemo duhovnike iz vas narediti, ne, in vsaka čas jezuitom, no, tako da. Brat Drago, pred vami je zdaj nova maša. Tako je. Slovesnost, ki seveda zahteva veliko truda od organizacijskega do seveda predvsem vašega notranjega, znova potrditi tisto odločitev, da Gospod, tukaj sem. Kakšni so te dnevi pred posvečenjem? So kar napeti, še posebno, ker sem kar pozno zvedel, da sploh bom posvečen pred dobrimi 10 dnevi, ne. Kako? Zakaj? Provincial pač je šele zdaj odločil. Tako da, ker mi smo vezani z vsako stvar na odločitev provinciala in potem čakaš, zdaj pa bo, ne. In pred dobrimi 10 dnevi ste izvedeli, da je to to? Tako. In se moram res zahvaliti našem patru Ivanu Arzenšku, ker on organizira posvečenje, ker škof Maksimilijan se je odločil, da bo posvečenje v Petrovčah. Tako. In je treba to vse organizirati. In Petru Možini, ki na Žalah novo mašo organizira. Jaz pa bolj ne po telefonu pomagam, ker še doskrat tudi takole potujem v Zagreb, mi smo kar dosti potujoči redno, tako da smo kar mobilni. Posvečenje bo 2. julija. Tako je. V Petrovčah torej. Kaj pa nova maša, pa geslo, tule smo vedno radovedni. Tako, nova maša bo pa 9.7. na Žalah, v župniji Svetega križa. Geslo je pa zaupaj v Gospoda in delaj dobro. Psalm 37. Ponavadi tako po enih lepih spominih, verjamem tudi po mnogih doživetjih, tudi naših poslušalcev, so nove maše en tak dokaz povezanosti župnije. Ker ponavadi novomašnik prihaja kot nekdo, ki je bil res zelo trdno vpet, ne vem, od malega, tako na vseh, imamo eno tako idilično sliko. Pri vas bo pač drugače. Precej drugače, ker na župnijo sem prišel pozno. Koliko pa ste ostali potem povezani z njo, ali pa zdaj kot bogoslovec? Sej to je velik problem, ker vmes je prišla še korona. Seveda. Tako da par let mene na župniji ni bilo. Se moram tudi upravičiti župljanom, ker se pravim, tista leta, ko je bila korona, je bilo z Hrvaške težko prideti. Zdajle tole leto sem imel pa diakonsko leto, ker sem bil pa bolj nevezan na vlak. In sem vsak mesec večkrat v Zagreb, pa nazaj, pa gor, pa dol, tako da tudi za domačo župnijo ni bilo časa. Niti za dopust, niti za... Tako da... Vas bo pa zdaj nova maša tesneje povezala z njimi, sem prepričan. Upam, da lahko še večkrat prišel, no. Je pa res, da spet podmladka nimamo, nekdo mora biti na župniji. Vse veste, kako gre. Tako da. Ja, poznamo tudi župljani te stiske in poti, pa tudi skrbi in seveda upanje v sebi. Brat Drago, zdaj po posvečenju, potem, ko boste postali duhovnik, kako se bo poleg tega seveda, da boste lahko maševali in prinašali Kristusa ljudem, da bo Evharistija del vašega življenja, še tesneje kot zdaj si predstavljam in vem, kako se bo spremenilo vaše življenje v samostanu v Petrovčah? Vem, da ne morete naprej, zdaj ne mislim na jasnovidnost, ampak če bi bilo tako, kot je običajno. Precej več odgovornosti bo. Ogromno odgovornosti, ker tudi na škofiji je problem z duhovniki, premalo jih je. Se zna se zgoditi, da bomo še kakšno župnijo morali prevzeti, še posebno zdaj, ko bova 2. Drugače življenje, tako kot ste rekel, no, Evharistija bo center. Hvala Bogu bom lahko maševal, lahko bom tudi mazilil, delil vse zakramente, razen posvečenja seveda, ne. Se veselim, no. Ali mislite, da vas lahko, verjamem, da je to spet odločitev provincijale in ostalih, da vas lahko glede na to, da ste, sem dobil občutek, tudi študiozen človek, da vas lahko čaka še kak dodaten študij? Lahko. Ker, kako bi rekel, ocene imam zelo dobre in če se provincijal tako odloči... Pa si tega želite? Po pravici sem že v takih letih, ko ima človek kar dovolj, no. Sem se tudi že naštudiral, tako da, ampak... Zdaj čas, da to znanje prenašate naprej. Tako. Ampak, če bo pa provincijal rekel, ne,
zdaj pa treba iti, ne, ja prav, ne. Brat Drago, nobene nisva rekla o habitu, o belem oblačilu, po katerem se seveda zelo ločite od recimo vsega, kar prihaja iz svetega Frančiška, s čimer se najpogosteje srečujemo. Tako, naš habit je bele barve, imamo tudi škapular bele barve, kar je tudi znak tega, da smo na polmeniški red, ker centralni del našega življenja resnično je študij, ampak in tudi istočasna kontemplacija, kar izhaja iz naših korenin, ki so meniške. Naš red je bil na samem začetku zelo povezan s cistercijani. Tudi habit je zelo podoben njihovemu. Imamo kapuco, imamo rožni venec, kar izhaja iz našega izročila, da je Marija izročila svetemu Dominiku rožni venec. Tako da habit je zelo lep, zelo lahko se omaže. Ker je bel, seveda. Ker je bel. Se ne vem, kaj bi še rekel. No. Tako da smo se opisali po radijsko, seveda bo fotografijo videti tudi na naši spletni strani, pa verjamem tudi v ostalih medijih, ki bodo zdaj v teh dneh posvetili pozornost tudi vam, trem novomašnikom. Prav zanimivo, tudi mi smo se nekako pripravljali na 2, zdaj mi je pa jasno, zakaj smo 3. nekako spregledali, ker še sam ni vedel, da bo novomašnik. Tako je. Brat Drago, vmes se mi je zdelo zelo zanimivo, pa se pri tistem nisem zadržal prav veliko, ker sva šla naprej s potjo, ki gre proti bistvu, ampak prepevanje pri death metal glasbeni skupini. Kako ste zdaj z glasbo? Kaj poslušate, kadar imate čas v samostanu, kadar ste res sami s slušalkami, recimo? Sem še zmeri rocker, še zmeri metalc, tako da, ampak poskušam tudi bolj umirjeno glasbo, cerkveno. Zadnje čase kar precej pravoslavne glasbe. Me kar privlači, duhovna, gregorijanski koral. Ampak se pravim, po duši sem rocker od majhnega, tako da... Pri tistem roku in metalu iščete kakšne drugačne sporočila, poznamo tudi prek naših oddaj, da tako tudi sodobna krščanska glasba vstopa s takimi ritmi. Tako je, ker imamo tudi nekega našega brata, Marka Bobaša, oziroma Anta Bobaša, ki prav vodi rock oddajo, snema svoje rock skladbe, ga moram pohvaliti. Oddaja je Rokaj za gospodina. Aha. Tako da... No, tudi tu imamo še prostor, brat Drago. Imamo tudi rockerje, tako da... Tudi tu je še prostor potem za kakšen vaš način evangelizacije. Tako je. Glasba je odlična stvar, no. Glasba je odlična stvar in meni zdaj v mislih poje samo tista novomašnik bod pozdravljen, brez kakšnih ostrih kitar, tista, ki jo boste slišali seveda v naslednjih dneh. Brat Drago, hvala lepa za pogovor. Obilo blagoslova na vaši poti, blagoslova, ki ga boste prenašali vsem, ki bodo poslušali vaše pridige in tudi vam osebno, seveda pa družini, ki vas lepo spremlja v tej nenavadni poti življenja in po ovinkih. Hvala, ker smo se lahko zdaj v spominih malo peljali po njih. Tako, najlepša hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za pozornost v oddaji, ki je skušala predstaviti 3 letošnje novomašnike. Iz nadškofije Blaža Zorka iz župnije Ljubljane Koseze, posvečen bo 29. junija ob 9. v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja. Klemena Gartnerja iz župnije Svetega Križa nad Mariborom, ki bo v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika v duhovnika posvečen 29. junija ob 16. Iz reda pridigarjev, dominikancev, kot smo slišali, pa prihaja brat Drago Ferencek, ki ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž v duhovnika posvetil 2. julija ob 16. uri v Petrovčah. Končajmo pa z molitvijo za naše novomašnike. Gospod Jezus, dobri pastir, pri zadnji večerji si apostolom zaupal službo duhovništva. Vedno znova jim pridružuješ novih delavcev v vinogradu, tako tudi letos naklanjaš cerkvi na Slovenskem novih delivcev svetih skrivnosti. Prosimo te za vse letošnje novomašnike, ohrani jih v zavetju svojega presvetega srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. Ohrani neomadeževane njihove roke, ki se bodo vsak dan dotikale tvojega presvetega telesa. Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih bo rdečila tvoja dragocena kri. Ohrani čista in sveta njihova srca, ki bodo zapečatena znamenjem tvojega duhovništva. Posvečuj jih, da bodo verovali, kar bodo brali, učili, kar bodo verovali, živeli, kar bodo učili, naj rastejo v ljubezni do tebe in ti ostanejo vedno zvesti. Obilno blagoslovi njihovo pot,
saj bodo oni ohranjali tvojo obljubo, da boš z nami vse dni do konca sveta, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Še enkrat hvala za pozornost pri poslušanju oddaje, ki jo najdete tudi v našem radijskem arhivu na radio.ognisce.si ali v podkastu Naš gost. Oddajo sem pripravil Jure Sešek. Lep dan še naprej. Naš gost.